Jutri ni dovolj. No, drugi del začenjamo z par informacijami, kaj se v Hermesu po Hobilu dogaja. Tisto, kar želim, da si par stvari zapomnite, ne bom veliko govoril. Core Projects. Mi dajemo en modul ob Hobil in se ukvarjamo na projekti malce širše. Zakaj? Vemo, da ne znamo vse stroške na projektu zabeležiti skozi Hobil. Tako pa zabeležimo z različnimi aplikacijami in tukaj tako imenovan stroškovnik, ker znamo z gradbišča pobrati ure delavcev, znamo potrditi ure delavcev in jih znamo pripeljati v Hobil in kasneje v stroškovnik in te podatke kompletno kot celotno na projektu tudi vladovati. Tisto, kar damo nad vse podatke, ogromne količine podatkov so začele nastajati, je ta BI analitika. Se pravi, mi damo orodje, s katerim se postavimo na podatke in te podatke vrtimo. Vrtine tabele mislim, da so zelo dobro poznane. ForBuild nadgrajujemo z modulom za fakturiranje. Kaj to pomeni? Če gradbeniku damo, govorim predvsem zdaj za te manjše gradbince, večji gradbinci, malo resne, večje ERP-e, ti manjši gradbinci, če jim že damo modul ali pa ERP rešitev za podporo poslovanju, pa ga s tem učujemo, po drugi strani, če s ForBuildom na nek način dodatno angažiramo, je ideja, da smo pripeljali modul za fakturiranje v ForBuild. Mi temu rečemo zdaj, ne, za gradbince, pa to ForBuild. Začeli smo se integrirati. Velika podjetja se na nas obračajo ne več z vprašanjem, ali imate to rešitev. Predvsem z vprašanjem, ali znamo njihov proces na nek način podpreti. In to je tisti fokus, ki bo odgovoritev podjetja. In pa tisto, kar je bilo 6D model je bil že na nek način omenjen, imamo tudi rešitev Forment, se pravi za vzdrževanje, ali pa za upravljanje nekih zgrad, elementov zgrad, strojev, naprav, ampak tukaj naša ideja, naša razmišljanje gre v vzdrževanje objekta. Se pravi, objekt je bil nekaj, da se treba z njim ukvarjati. In če že imamo BIM elemente v ForBuildu in če imamo te elemente na nek način v projektu, tako hitro premaknemo tudi v Forment in tam izvajamo nekaj vzdrževanje aktivnosti. In pa tisti message, ki sem ga že na začetku dal, vsak projekt začenjamo tudi tisti poziv na začetku s temi virtualnimi okolji za vas, kateri ste izrazili to željo, je gre s tem motnim. Skratka, v treh korakih virtualna okolja, skupni projekt, enodnevno šolanje in mi ste lahko že na prvem projektu tudi z ForBuildom aktivno na podatkih. To je to, tisto, kar je pa mogoče v zadnjih 3 mesecih pa najbolj aktualno na naših dnevnih sestankih projektnih prihodkih. Jaz ne vem, če ga vsi poznate, pa kako gradniki na to gledate. Na koncu v IT projektih, mi se prvenstveno ukvarjamo tudi z IT-om, se vedno ukvarjamo z projektnim prihodkim, katerega je treba obvladovati. Zakaj? Imamo projektnega vodja, odgovoren je za RVC na projektu in kaj, na eni strani ima stroške, prihodke, čas in pa vsebino. In ta trikotnik mora biti vedno koliko je na strani. In na nek način naloga projektnega vodja je več čas, da ta projektni trikotnik uravnava. Se pravi, če jaz Ivija kot našega projektnega vodja vprašam, Ivi, kako je na tem projektu? Če reče, imam vse pod kontrolo, super, ima vse pod kontrolo, kaj to pomeni? Finančno smo celi, časovno smo celi, in pa še tretje vprašanje, kako je vsebinsko. Se pravi, začeli smo gledati na gradbene investicijske projekte, še malce drugače in pa predvsem dodali to v ForBuild z vidika, najbolj banalno besedo, ki jo lahko se tudi spomnim, z vidika semaforja. Pri vseh večjih strankah, pri večjih gradbincih, ko smo se pojavljali, kaj želijo direktorji, ali pa vodstven kader red, ali pa project management? Sem zelen na tem projektu. Sem oranžni, ali sem na tem. Kaj zdaj pomeni zelena, ko se hitro ugotovili, se pravi, da obvladujem projekt. Po drugi strani pa znamo postaviti te kriterije za zelen semafor.
na projektu. Nismo prepričani. Če jih znate vi, če jih znate vaši kolegi, bomo hitro našli tudi avtomatiko. V tem trenutku smo v Forbil ugradili te semaforje in pa statuse čisto subjektivna ocena na situaciji. Pravi, to je ključno. Ko vi delate situacijo, izdajate situacijo v tistem trenutku, če je kdo na nek način kompetentna oseba, da reče, kaj se na projektu dogaja, to projektni vodja. In v tistem trenutku mora dati osebo, na tej situaciji imam časovno komponento zeleno, dakle dam numerično vrednost, se pravi 100% čas obvladujem na projektu, vsebinsko rečem, da sem tu nekje, tam se mi pokaže na neke stvari, nekaj od njih, bom rekel 80, ok, finančna, zaenkrat tudi na nek način pod kontrolo. In zdaj pa tako mavrico teh semaforčkov, hitro vidimo, kje smo na projektu. Zakaj smo šli na subjektivno ceno? To mislim, da je ključno za povedati. Zato, ker številke na gradbenih projektih, pa na gradbenih situacijah vemo, kakve so. Niso bili čisti odraz tistega, kar se na gradbišču dogaja. In načeloma samo tisti, ki so odgovorni za projekte, dejansko vejo, kaj se dogaja. In skozi semaforje, seveda te semaforje znamo na mobilne naprave tudi prenesti, danes bomo nadaljevanje pokazali stroškovnih, kako ga prenesemo na mobilne naprave. Lahko enostavno tudi management gleda, ta projekt mi je zelen po časovni komponenti, oranžni, rdeč pa po kakšni drugi. Bolj pomembno kot to je, da ko situacijo na nek način potrdimo in damo status, naprej se pa dela pa avtomatika. Se pravi, ko je ena situacija 60, pa je druga situacija 80, se bo odzadila to video, kako je na predračunu in predračun je lahko ena predračunov na projektu. Se pravi, tukaj pa je avtomatika, ki dela po nekih pravilih, da pridemo do semaforja na projektu, na predračunih in pa tudi situacij. Ivi, mislim, da je bilo tole. Še kakva ideja o semaforju? Ja, mogoče če to, da te semaforje v BI-ju, kako lahko vsak pokaže na način, ko njemu odgovarja in njih potem analize. Ja, bolj se to res nisem povedal. Se pravi, imate na Forbildu in jih potem prepeljete v BI, se pravi, ključno z vsemi podatki, ki jih imate v Forbildu, tudi na nivo Excela in si sami oblikujete ta poročila. Seveda, Excel je zgolj eden izmed orodij, ampak Nikola se na nek način najbolj poznan, da lahko pa to nek Power BI, pa kamorkoli tudi. Ideja je, da na koncu kot nek management pogleda, vidi status na projektu, vidi konkretne številke, ni problema konkretne številke o obračunskih vrednostih pa predračunskih dat, ampak ponavadi so tiste številke, moč veliko drobnega tiste na nek način poznati. Koliko na temo novosti pa stvari, ko prihajajo s strani Hermesa, v letošnjem letu predajam Igor.